Podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v 16. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj gost pa je Robert Ljoljo, prvi človek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Institucije, ki vsi plačujemo prispevke za naše zdravje in ki plačuje večino naših računov, če zbolimo. Roberta Ljolja poznamo najprej kot poslovneža. Vrsto let je delal v farmaciji v Leku, več let je bil tudi njegov prvi človek. Ko je končal svojo kariero v slovenski oziroma mednarodni farmaciji, je kandidiral za prvega človeka gospodarske zbornice, kamor sicer ni zašel, je pa postal prvi človek ustanove, katere blagajna je težka dobrih 6 milijard evrov. Spoštovani gospod Ljoljo, dobrodošli. Dober dan. 6 milijard evrov oziroma skoraj 7. To je zelo veliko denarja. Recimo 40% slovenskega proračuna. Kakšen je vaš komentar? Kako je voditi takšno ustanovo? So ljudje, so bolniki, so zdravniki, so različne interesne skupine, lobiji in to se vse steka k vam. Ja, 6 milijard oziroma zdaj že 7 milijard, če upoštevamo še sredstva, ki jih namenjamo za dolgotrajno oskrbo, je seveda veliko denarja. Hkrati je pa seveda tudi res, da gre za velik, precej kompleksen sistem. Kot ste omenil, deležnikov je veliko in seveda je potrebno z tem denarjem ravnati kar najbolj gospodarno in to je bil v bistvu tudi nekako moj motiv, zakaj sem se odločil kandidirati za mesto generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker sem si dejansko želel nekako vpeljati ta oziroma prenesti ta morda korporativni menedžment, katerega seveda sem bil kar nekaj let, tudi na področje javne uprave. Koliko časa ste zdaj že prvi človek z? Jaz sem Zavod za zdravstveno zavarovanje prevzel 16. marca lansko leto, se pravi, to je zdaj dobro leto, 2 meseca. Ko ste to prevzemali, je bilo veliko govora o tem, da ste poosebljen konflikt interesov. Konflikt interesov na 2 nogah. Farmacevt bo varoval javno blagajno in to zdravstveno. Ali bo delal v korist farmacevtskega lobija. Kako ste se otresli teh očitkov oziroma teh strahov, ali so bili kakorkoli utemeljeni? Zdaj sem že takrat, ko so me spraševali o mojem prihodu, povedal v bistvu 2 zadeve. Prvič, prav velikih takih podobnih govorov, ko so bili generalni direktorji Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdravniki, ni bilo, tako da tle šlo mogoče malo za en poskus ene drobne diskreditacije. Po drugi strani sem pa napovedal, da farmacevti seveda ne bodo odpirali šampancev, ko bo Robert direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in mislim, da se v tej smeri seveda tudi stvari odvijajo. Mi smo ob mojem prihodu precej prevetrili finančno situacijo, ugotovili, na katerih področjih nam odhodki naraščajo hitreje, kot je nekak trend prihodkov, se pravi prispevkov, ki jih zberemo od vseh nas, ki plačujemo zdravstveno zavarovanje in prispevke in seveda začrtali načrt ukrepov, ki so namenjeni temu, da si za vsako komponento naših odhodkov, dejansko poskušamo te krivulje, ki so bile zelo visoke, ukriviti vsaj na nivo prispevkov, ki jih zberemo. Tako da tudi pri zdravilih je situacija popolnoma identična. Dejstvo je, da seveda je letni prirast stroškov za zdravila med najvišjimi oziroma najvišji od vseh kategorij stroškov, ki jih zavod plačuje, nekaj čez 11% vsako leto, v zadnjih 10 let gledano. In z tega vidika seveda tudi na tem področju sprejemamo kar nekaj ukrepov. Sprejemamo jih pa preudarno, sprejemamo jih pa z mislijo seveda, da ti ukrepi nimajo vpliva na naše zavarovance oziroma paciente. Povejte mi tole.
kako je delati z zdravniki? Zdravniki so še vedno obravnavani kot svetniki. V gospodarstvu ste tudi delali z zdravniki, vendar je v gospodarstvu z njimi delati povsem drugače. Ali so zdravniki težko obvladljiva kategorija? Ne vem, ne bi mogel tega potrditi. Zdaj morate razumeti, da seveda po eni strani so zdravniki seveda pomembna skupina deležnikov v sistemu, hkrati jih seveda predstavlja kar nekaj združenj oziroma zbornica, in dejansko so tudi ena izmed skupin, ki sodelujejo preko zbornice pri pripravi splošnega dogovora za vsako leto, ki je zdaj seveda sicer že nekaj let uredba, ki jo sprejema vlada. Tako da moje izkušnje, moram reči, so tako malo mešane na žaru, ne, če se malo pohecava. Po eni strani zelo dobre, ko smo ob mojem prihodu oblikovali kar nekaj delovnih skupin, kjer so zdravniki tudi dobro sodelovali. Recimo imeli smo oziroma še imamo delovno skupino za družinsko medicino, kjer smo dejansko skupaj najprej se lotili problema absentizma, pogledali, zakaj imamo tako rast odhodkov na tem področju in skupaj začrtali tudi te ključne gabarite sprememb oziroma kaj bi dejansko najbolj lahko delovalo. Tako da moja izkušnja na tem področju je bila dobra. Tudi zdravniško zbornico smo organizirali skupne posvete z zdravništvom, predvsem pri naših naporih za to, da se bolj povezuje ta primarni pa sekundarni del zdravstva. Tako da vse te aktivnosti, ki smo jih mi načeloma inicirali, so bile tudi sprejete s strani zdravništva. Res pa je, da bi si jaz osebno želel, da se določene stvari izvajajo hitreje, da bi si želel, da včasih nimamo občutka, da jih kdo tudi morda izvaja počasneje, kot bi jih lahko, čisto zaradi tega, ker seveda potencialno je določen strah pred spremembami. In pa seveda imamo pa par primerov v zadnjem času, kjer pa tudi jaz osebno včasih ne razumem nekih določenih izsiljevanj, ampak le pa gre najverjetneje v kakšnih izsiljevanjih govorite? Govorim recimo o tem, da to, kar je, ne vem, se dogajalo v zadnjem času UKC Maribor, če poslušam gospoda Flisa, generalnega direktorja, na področju težav, ki so imeli z radiologi. Če so se dejansko pogovarjali, če so se dogovarjali, in moramo vedeti, da seveda plačna reforma je v zadnjem obdobju kar precej popravila tudi finančno sliko prihodkov v zdravstvenem sektorju, pol res ne razumem, zakaj je potrebno izvajati oziroma uporabljati neke relativno ekstremne ukrepe, kot so odpovedi, kot so dejansko puščati določene procese nepokrite, brez da se res izkoristijo vse možnosti za dogovor. Ampak ko govorite o teh izboljšanih finančnih razmerah, govorite o tem, da so zdravniki danes bistveno bolje plačani, kot so bili. Nenazadnje je finančni minister, še delujoči finančni minister Boštjančič pred nedavnim povedal, da so nekateri odhodki se kar švignili v nebo vsled plačne reforme. Ja, zdaj mogoče komentar na to temo. Tle imamo vsaj dva vidika. En vidik je seveda vidik sprejete plačne reforme zakonodaje, in tukaj je dejstvo, da so se odhodki, ki jih seveda zavod preko cene storitev plačuje izvajalcem v Sloveniji, na to temo precej povečali. Številke so med 15 in 17%, kar je precej več, kot je bilo pričakovano ob sprejetju plačne reforme. Hkrati pa seveda je plačna reforma oziroma so kolektivne pogodbe dale tudi možnost direktorjem zdravstvenih zavodov oziroma javnih zdravstvenih zavodov še dodatno prilagoditi plačne razrede. Torej povišati stroške plač. Torej, tako dvigati plačne razrede nad stopnjo, ki je sicer predvidevala plačna reforma kot obvezno, gre za tako imenovani ta diskrecijski nivo, ki so ga lahko ustanovi sprejeli ali pa tudi ne. In govorimo o tem, da seveda zdaj po čisto naših
informacijah oziroma po tem, kar mi vidimo, je tudi do nas prihajajo potem dodatne zahteve po dvigih cen storitev, tudi zaradi teh izvedenih povišanj. Tako da seveda plačna reforma je prinesla boljši materialni položaj v zdravstvenem sektorju in zaradi specifik dela v zdravstvu, kot so dežurstva, kot so nadomeščanja, kot so delo čez praznike, vikende in podobno, seveda je bil ta učinek potem še toliko večji. Omenili ste absentizem. To mislite na absentizem pri delu, verjetno. Tako je. Torej, gre za plačevanje nekaterih stroškov, ko delavec ne pride v službo. In tukaj ste pred časom ukrepali in če prav vem, ste zajezili stopnjo naraščanja stroškov za plačevanje absentizma. Ali to pomeni, da smo bili Slovenci na nek način simulanti? Ta debata je namreč zelo živa, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Nemčiji, recimo. Kancler Merz veliko govori, da morajo Nemci več delati in manj ostajati doma. Zdaj tako je, absentizem ima seveda več obrazov. En obraz je ta, ki ste ga omenil, da seveda, vkolikor sistem omogoča, potem človek lahko do določene mere tudi izkorišča te možnosti, ki so dane. In tle bi rad poudaril, da seveda smo mi v prvi fazi dejansko želeli ločiti med absentizmom, ki obstaja, absentizmom, ki dejansko je popolnoma upravičen in se absolutno nismo dotikali tega dela. Želeli smo si pa na nek način poostriti disciplino pri dodeljevanju bolniških odsotnosti, to drži. Tudi z predstavniki zdravnikov, tudi z predstavniki pacientov smo se o tem kar precej pogovarjali, ugotovili, kaj so tiste stvari, kjer potencialno lahko z nekimi ukrepi dejansko ali zaostrimo do neke mere kaznovalno politiko, ali v bistvu pač dejansko tudi v interesu čim prejšnje vrnitve na delo, določene stvari bolj natančno opredelimo. Govorimo o tem, da če ste vi zbolel, potem je logično, da zato, ker želite pač biti čim prej zdrav, greste na obisk zdravniku, se pogovorite o tem, kaj je narobe in seveda dobite čim bolj ustrezno terapijo in režim gibanja v času bolniške odsotnosti. No in to so stvari, ki smo jih mi seveda za temi ukrepi, ki so bili po eni strani del interventne zakonodaje, po drugi strani del naših pravil, naslavljali. Tako da naslavljali smo dejansko te osnovne zadeve, za katere mislimo, da jih more vsak zavarovanec tudi v interesu čim hitrejše vrnitve na delovno mesto spoštovati in seveda ta prvi odziv, se pravi številke, ki jih zdaj vidimo v prvem kvartalu, so dejansko kažejo kar precej velik upad števila izgubljenih dni zaradi bolniških odsotnosti. Ste najemali tudi detektive? Ne. Mi imamo po zakonu možnost izvajati tako imenovani laični nadzor, kar pomeni, da naš imenovani zdravnik odredi obisk zavarovane osebe, ki jo opravi naš laični nadzornik, ki nima nobenega vstopa oziroma dostopa do zdravstvene dokumentacije, izključno gre samo za preverjanje spoštovanja režima gibanja v času bolniške odsotnosti. Na osnovi tega se pa potem naš imenovani zdravnik odloči, ali bo zavarovano osebo poklical na morda dodatni zdravniški pregled ali kaj podobno. Kot gospodarstveniku, vi ste še vedno menedžer in recimo, da vas gledam tudi kot na menedžerja iz gospodarstva. Se vam zdi prav in ustrezno, da prvi mesec bolniške odsotnosti plačuje podjetje, ne pa zavarovalnica oziroma zavod? Tle gre čisto za, relativno politično vprašanje, ali v bistvu in v kakšni meri zdravstvena blagajna, ki jo polnimo v bistvu vsi zavarovanci, financira določene pravice. Tako da to je eno širše vprašanje.
ki ga bo najverjetneje zdaj tudi v mandatu nove vlade se lahko odpira ali pa tudi ne, ampak generalno gre za vprašanje pravic, ki se financirajo iz skupaj zbranih sredstev, tako da seveda je to bolj kot ne politično vprašanje. Jaz mislim, da do neke mere je absolutno prav, da blagajna ne financira praktično čisto popolnoma vseh stroškov, ki s tem nastajajo, ker je že zdaj košarica, ki jo financiramo, bom rekel, zelo primerna oziroma zelo popolna. Smo v času, ko verjetno nastaja nova vlada. Ta nova vlada želi vpeljati tako imenovano razvojno kapico. Ta razvojna kapica, socialna kapica, omejuje zgornje zneske plačevanja tudi zdravstvenega prispevka. Kako gledate na to kot gospodarstvenik po eni strani in po drugi strani kot prvi človek zavarovalnice oziroma zavoda? Kot gospodarstvenik predvidevam, da vam je logično, zakaj želi verjetna nova vlada vpeljati ta instrument. Po drugi strani pa kot zastopnik interesov zavoda imate tudi lahko nekoliko drugačno mnenje. Kako se najdete v tem precepu? No, jaz sem tako kot gospodarstvenik, pa med drugim sem bil tudi član strateškega sveta za davke do nedavnega. In tudi kot generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje predvsem zagovarjam to, da morajo biti vse rešitve, ki jih uvajamo, predebatirane, preračunane in moramo tudi vsi razumeti, kakšne so posledice. Tako da kot gospodarstvenik sem si seveda v svojem prejšnji karieri želel, da bi imela podjetja večjo možnost pritegniti v Slovenijo najbolj produktiven kader. In tudi dati cilj domačim kadrom, da se nekje konča. In jih tudi zadržati domače kadre, da ne odhajajo recimo v tujino. In z tega vidika seveda smo si želeli tak davčni sistem, ki bi bil stimulativen. Jaz moram reči, da seveda trenuten predlog pač kapice, kot ga razumem, ne bo reševal ravno tega segmenta, kjer smo si mi v mojem mandatu kot predsednika uprave Leka prizadevali, predvsem za ta razvojno-raziskovalni segment, kjer je ta kapica relativno visoko nastavljena. Ne. Hkrati pa, če se pa zdaj vrnemo na mojo vlogo pri zdravstvenem zavodu, bi si pa seveda želel, da če rečeš A, moraš reči tudi B, kar pomeni, da uvedli bomo socialno kapico, ampak hkrati dajmo še tudi povedati, kje bomo nadomestili izpad prihodkov, ki jih pač zavod potrebuje za to, da celotni populaciji zagotavlja storitve. V tem konkretnem primeru zadnjega interventnega zakona govorimo na področju socialne kapice skoraj okoli 100 milijonih izpada, ki ga pričakujemo na letnem nivoju. Koliko je to v odstotkih vašega budžeta? Na 7 milijard pa si lahko zračunava. 100 milijonov na 7 milijard? Ja, tako. Bi se lahko reklo, da ni zelo veliko, ampak v tem interventnem zakonu so še nekateri drugi ukrepi, tako da lahko govorimo nekje med 130 milijoni, pa potencialno, če pogledamo določene amandmaje, tudi do 200 milijonov manjših prihodkov. Kar je pa že nekaj odstotnih točk, in je treba pač tudi pogledati stališča tega, da vlada oziroma proračun države že zdaj doplačuje oziroma dodatno financira zdravstveno blagajno, letos v višini 520 milijonov evrov, in če temu prištejeva zdaj še dodatnih 100 ali pa 200, bomo že na 10% proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bi ga morali dobiti iz proračuna. Ob tem, da tukaj dodatno ne upoštevamo dejstva, da so bile tudi naše finančne projekcije narejene v potencialno nekem okolju, kjer je bil rast bruto družbenega proizvoda še relativno optimističen. Zdaj, če se bodo te projekcije obrnile navzdol in s tem tudi, bom rekel, zaposlenost v državi in možnost seveda ostati na podobni višini zbranih prispevkov,
potem bomo imeli tukaj še dodatne izzive pri financiranju storitev. Torej, ali bo država povečala dotacije zavodu, Tako je. ali bo iskala prihranke drugje. Tako je. Po drugi strani pa je res to, da se pri dohodnini ta kapica ne upošteva, pomeni, da če bojo ljudje potem imeli več zaradi kapice, se lahko prihodki proračuna povečajo. Se pravi, zato sem rekel, če In rečeš, potem lahko več plača zavodu. Tako, vlada. zdaj seveda, jaz moram reči, da sicer bi bil bolj vesel, da bi imeli mi sistem v Sloveniji tak, da ne bi bil podvržen vsakokratnim pogajanjem med zavodom in vlado, koliko pa v določenem letu bomo prejeli sredstvo iz državnega proračuna, ker kot veste, avtomatske varovalke proračunske zavod za zdravstveno zavarovanje nima, kar je drugače, kot je urejeno pri zakonu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako da moj kolega Marjan se mogoče malo manj sekira na to temo. Glejte, vi se pišete Ljoljo, kako se pa on piše? Papež. Torej, jasno je, na čigavi strani je sreča v tem trenutku. Ne? Ampak hočem pač povedati, da seveda to so vse neke zadeve, kjer bi se želel, da bi najdel bolj stabilen model financiranja. Mi bi si na zavodu želeli seveda, da bi imeli sistem opredeljen tako, da bi več ali manj odhodke pokrivali z prihodki, ki jih zberemo z samih prispevkov, kar bi bilo seveda najbolj idealno. Je pa res, da idealnega sveta ni. Zdaj, če malo pogledamo tudi po Evropi, praktično vse države doplačujejo v javne zdravstvene zavarovalnice, nekatere celo veliko več v odstotni stopni kot mi. Tako da ja, situacija ni prav rožnata nikjer v Evropski uniji. Ko smo se veliko pogovarjali o osnovnem zavarovanju in o prostovoljnem oziroma dodatnem zavarovanju, potem je Golobova vlada odpravila to dodatno zavarovanje in to tako, da je postalo obvezno in je šlo k vašemu zavodu, rekoč, da bo to izboljšala učinkovitost vsega. Ali menite, da je ta korak pripomogel k učinkovitosti celotnega sistema? Zdaj, kar se tiče v bistvu same učinkovitosti, je odgovor da. Zaradi tega, ker seveda imate zdaj en sistem, ki zbere sredstva, ki jih v bistvu tudi distribuira. Tako da v tem primeru stališča samega upravljanja sistema je seveda odgovor pozitiven. Kar se pa tiče dejstva, potem moram pogledati pa še drugo dejstvo, da seveda, ko se je ta prispevek prenesel iz bom rekel, privatnih sredstev kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezen zdravstveni prispevek, je v našem proračunu to predstavljalo, mislim, da približno 16% vseh stroškov. Zdaj pa zaradi tega, ker seveda višina tega prispevka zakonsko omejena samo na rast plač, je ta odstotek padel na, mislim, da 13%, so bili zadnji izračuni, kar je spet za nekaj odstotnih točk nižja vrednost, kar pomeni, da bi se ne glede na to, da zdaj plačujemo obvezni zdravstveni prispevek, bi mogel biti ta višji, kot je danes, če bi želeli dejansko v stroških obdržati isti odstotek, kot smo ga imeli prej. Torej, ali se je varnost zavarovancev, bolnikov, kaj izboljšala zaradi te poteze Golobove vlade? Ne vem, v kakšnem smislu bi se varnost lahko kakorkoli drugače ali imajo boljše storitve? Z tega vidika je odgovor ne more biti pozitiven, zato ker namen v bistvu poteze v tem konkretnem primeru ni bil boljše storitve, namen je bil seveda preprečiti ekscesne podražitve plačevanja prispevka. In to se je seveda po eni strani zgodilo tako, da zavarovanci oziroma ljudje plačujejo manj, kot bi pa drugače plačevali, in manj, kot bi tudi dejansko ta delež zbranih sredstev zahteval. Po drugi strani pa seveda zato mi več sredstev dobivamo iz državnega proračuna, kamor pa spet posredno prek davkov prispevajo državljani. Če poenostavim, bilo je rečeno, recimo politika je govorila, da se bodo s tem
spreminjanjem prispevka skrajšale čakalne vrste. Po enih podatkih so se te skrajšale, predvsem po vaših, oziroma da je razkorak med tistimi statističnimi in dejanskimi čakalnimi vrstami pozitiven, po drugi strani pa vam tudi očitajo, da se s temi podatki ravna lahko tako ali drugače in da pravzaprav se ta varnost ni izboljšala. Statistika ni mati modrosti. Ja, zdaj hvala za vprašanje. No, to je tako evergreen vprašanje, zdaj že postalo, kjerkoli se pojavim. Zdaj mogoče, če mi dovolite sam en komentar glede tega, kako smo mi sploh prišli do tega, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje postaja večji igralec na področju čakalnih vrst. Zdaj, ko sem jaz nastopil moj mandat, sem si želel dejansko na področju čakalnih vrst vsaj razumeti, kaj se nam dogaja, kaj je tisto, kar lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje kot plačnik storitev morda drugače naredi pri svojih plačilnih modelih, pri stimulaciji preko pač cen, ki jih plačujemo izvajalcem za to, da bi bile čakalne dobe krajše. Smo pa potem ob analizi teh podatkov ugotovili, da dejansko tisti podatki, ki jih dobimo iz izvedenih posegov, pa tisti podatki, ki jih izvajalci poročajo, kdaj bo prvi naslednji termin pregleda, ki ga pri njih lahko dobite, v kar pretežnem odstotku, 20% plus, pač niso enaki. V pravilu seveda pridete na vrsto prej, kot vam izvajalec sporoči, so tudi primeri, ko pridete na vrsto kasneje, kot vam izvajalec sporoči, ampak glavna zgodba je, da tistim podatkom, ki jih zavarovanec vidi, ko se želi naročiti na storitev, ne more zaupati. Zato smo mi dali pobudo vladi, ki je to potem uzakonila v interventnem zakonu, in zavod, oziroma v zakonu o digitalizaciji, in zavod so pooblastila za upravljavca podatkov o čakalnih dobah skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Zakaj to razlagam? Zato, ker zdaj po sprejetju zakona smo še v dogovorih, da to dokončno tudi uredimo, skupaj z NIJZ-jem lotili tega, da podatke sploh ustrezno razumemo, jih uparimo z našimi podatki o izvedenih posegih, in potem tukaj naredimo ustrezne nadgradnje. Tako da to je bila ključna zgodba vse te debate na temo čakalnih dob, ker če pogledamo samo par primerov, pa bom dal en zelo zanimiv primer, tukaj zelo blizu, kjer mi tole danes snemava, zdravstveni dom, diagnostika, čakalna doba 360 dni plus, slučajno bi pri meni direktor te ustanove, rekel pa kako lahko imate čakalno dobo tako napovedano, dejansko pa če gremo po napotnicah pogledati, ljudje pridejo pa prvi vrst med 30 pa 60 dnevi na vrsto. Je rekel, ja to pa zato, ker mi šele vsak mesec planiramo urnik za naprej, pa pol ljudi pokličemo. Torej poglejte. Imamo mi dva v sistemu en kup enih anomalij, jih je treba tako z digitalizacijo, kot z večjo disciplino urediti. Tega jaz ne razumem. Govoriva o razkoraku med eno stvarjo, med recimo namišljenostjo in realnostjo. In lahko gre to v obe smeri, v večanje in manjše. Ampak vendarle, saj gre za pametne ljudi, gre za zdravnike, gre za management. Kako se lahko mi ukvarjamo sploh s takimi statističnimi banalnostmi, neumnostmi, če pa vendarle imamo opravke z visoko šolanimi ljudmi, ki naj bi razumeli podatke, ki naj bi razumeli računalnike, ki naj bi razumeli umetno inteligenco, mi pa se pogovarjamo, kot da smo šele prišli iz zibke. Ja, se tle popolnoma strinjava. Jaz sem bil tudi šokiran, ko smo začeli mi brskati po naši strani in gledati par primerov, ki so se nam zdeli res signifikantno čudni, in ugotovili, da seveda je obstoječ sistem naročanja na posege popolnoma decentraliziran, praktično vsak izvajalec ima svojo čakalno vrsto in poroča na Nacionalni inštitut samo to prvi možni termin, zgodi se vam banalno, da če nekdo pri izvajalcu, pri koncesionarju popoldne ugasne računalnik, se vi tja ne morete prijaviti, ali pa čez vikend. Razumem. Sistem je popolnoma decentraliziran in je res potreben prenove. Dajva tako reči. Ko ste vi bili v Leku oziroma Sandoju, koliko je prihodkov imelo podjetje, ki ste ga vodili? 1,5 milijarde recimo.
Torej, recimo, da je bilo 25% tega, kar vodite danes. Seveda je to velika razlika v sami številki, ampak v sistemu pa ne bi smela biti tako. Če bi kaj takega ugotovili v prejšnjem podjetju, takšna nesorazmerja in take neumnosti, kako bi kot direktor reagirali tedaj in kako lahko reagirate zdaj, ko ste na drugi poziciji? Ja, Jaz mislim, da bi tedaj dobil živčni zlom. V bistvu je tako, najverjetneje bi... Razlika, ki je pomembna, je, da bi najverjetneje lahko odreagiral precej hitro, za razliko od trenutnega sistema, kjer je seveda okolje drugačno in to je tudi ena taka največja razlika med mojimi prejšnjimi izkušnjami pa zdajšnjimi izkušnjami, da seveda je za vsako spremembo potrebno veliko več časa. In potrpljenja. In vztrajnosti, ker gre za to, da če želite kako spremeniti, morate ali spremeniti zakonodajo, ali morate spremeniti pravilnike in ostale zadeve, kar pomeni, da za vse potrebujete precej veliko časa. Torej, imate veliko božje masti, potrpljenja morate imeti. Moj namen prihoda na zavod ni bil pač sedeti pa čakati, da se bo kaj zgodilo, ampak je bil seveda pogledati stvari in načrtati strategijo za prihodnje 5-letno obdobje. To smo tudi nedavno na skupščini potrdili in seveda v okviru tega bomo mi vztrajali na določenih seveda aktivnostih, projektih, s katerimi smatramo, da bomo ta sistem, ki ga upravljamo, boljš upravljali. Če karkoli delaš, tudi fizično, moraš imeti primerno orodje. Tudi menedžment mora imeti primerno orodje. Ali razpolagate kot prvi človek zavoda s primernimi menedžerskimi orodji? Ali si jih lahko privoščite? Ali je to okolje normalnemu vodenju, kot v gospodarski družbi, povsem nenaklonjeno? Vzeli so vam orodje oziroma sploh vam ga niso dali? Ja, zdaj je tako. Moje načelo je, da delaš s tistim, kar imaš na razpolago. Ja, ne moreš delati s tistim, česar nimaš. Ja, bom razložil. In pač uporabiš vse tiste orodja, ki jih pač imaš v danem trenutku na razpolago. Zdaj jaz moram reči, seveda, ko sem prišel na zavod, so me moji sodelavci, moram reči, da imam krasne sodelavke in sodelavce, poučili o tem, kaj plačni sistem omogoča, pa česa ne omogoča. Zdaj plačna reforma je prinesla tudi določene dodatne možnosti, ki so seveda še zelo na berglah, jaz rečem včasih, zaradi tega, ker se moramo še kar kaj naučiti, kako to zadevo upravljati in uporabljati. Večinoma ostalih možnosti, ko jih kot menedžer lahko uporabite, pa jaz ne bom rekel, da niso na razpolago. Mi smo zdaj v zadnjem letu dni prenovili par pravilnikov, omogoča večjo fleksibilizacijo dela, sam kot primer. Omogočili smo fleksibilizacijo tudi delovnega časa, tam, kjer to lahko naredimo. Omogočamo ljudem, da seveda se ne rabijo voziti v Ljubljano, če lahko delajo, ne vem, iz Celja, pa imamo v Celju pisarno. Zdaj v nadaljevanju seveda bomo tudi smo naredili nekaj ukrepov za pridobitev certifikata družini prijazno podjetje. Želimo v bistvu tudi nadgraditi izobraževalni sistem, kar tudi lahko naredimo. Želimo v bistvu nadgraditi sistem kariernega planiranja, kar tudi lahko naredimo. Tako da to so vse taki klasični menedžerski primeri, ki jih seveda do neke mere zavod je uporabljal. Ampak to so vse zelo dolgoročni. Seveda, tako je, drži. Ampak treba je narediti kaj hitro. Ja, hitro, kar se je lahko hitro naredil, se je s plačno reformo, kar se je lahko hitro naredil, se je tudi z drugačnim pristopom pri zaposlovanju. Nenazadnje smo nedavno prejeli tudi priznanje uglednega delodajalca v kategoriji zavarovalništva, kar že kaže na to, da smo tiste ukrepe, ki smo jih sprejemali, ustrezno načrtovali. Tako da v tem trenutku, in tle pač je treba se tudi malo pohvaliti včasih, imamo že
kar nekaj zaposlitev, kjer so ljudje prišli, so rekli, jaz bi pa rad delal za vas, mene pa zanima. Slišim, berem, da zavod dela spremembe, dela na strategiji in tako naprej. A imate kakšno možnost? Pa morda je tudi zaposlitev razmeroma varna. Absolutno, kot rečeno. Pa značilnost javne uprave je na določenih delovnih mestih primerljivo potencialno nižji dohodek, hkrati si prizadevamo za uravnoteženje privatnega pa delovnega okolja in seveda imate varno zaposlitve. Verjetno nova vlada napoveduje več trga v zdravstvu, če zelo poenostavim. Trg vi kot farmacevtski menedžer razumete zelo dobro. Kaj si obetate od tega? Morda več menedžerskih orodij v bolnišnicah, če bodo bolnišnice bolj podobne navadnim podjetjem, ali je zavod primerna oblika. Ne nazadnje lahko orodja uporabite, če so na voljo povsod, ne glede na statusno obliko. Zdaj se sicer postavil vprašanje, ki gre bolj na področje upravljanja izvajalcev, se pravi bolnišnic. Razumem, ampak vi jih plačujete. Absolutno, se pravi, bom tudi na to dal komentar, ampak bi mogoče izziv vrnil z enim drugim izzivom. Jaz bi si recimo največ trga želel pri tem, da se Zavodu za zdravstveno zavarovanje omogoči, da mi lahko s pogajanji dosežemo cene za storitve, ki jih v bistvu plačujemo. Mimogrede, če sva že pri tem, zakaj ni nabava centralizirana? To so ta vprašanja. Zakaj ni nabava centralizirana? Opravka imamo s pametnimi ljudmi, opravka imamo z ljudmi, ki razumejo to logiko. V čem je pravzaprav the fucking problem? Kot rečeno, mi dva se danes, jaz se danes kot Zavod za zdravstveno zavarovanje niti ne morem pogajati za ceno storitve, ki jo plačujem, zato ker je zakonsko določen, kako se ta cena izračuna. Prvi primer, ko nimamo tržnega dela, jaz ne morem niti spisa pa reči, kdo bo naredil kvalitetno storitev za najbolj optimalno ceno, ali pa, ko smo že pri skrajševanju čakalnih vrst, če vam zdaj jaz dam še dodaten program, koliko pa bo to ceneje že vsako dodatno izvedeno storitev. Tega danes zakonsko ne moramo narediti. Številka 1. Številka 2. Nabava materialov. Mi smo naredili v lanskem letu kar precej dobro analizo, predvsem na področju kardiologije. Ugotovili, da z združevanjem nabavnih količin pričakujemo lahko nekaj odstotni prihranek in v tem trenutku skupaj z obema UKC-jema, z koncesionarjem, ki izvaja to storitev TAVI operacij na kardiologiji in z Združenjem zdravstvenih zavodov delamo na javnem razpisu, ki ga bomo, upam, da čim prej lahko uspeli izvesti. Tako da ali se določene stvari dajo narediti, da, ali pa to zdaj zelo elegantno. Mi dva sva lansko začela delati na tem javnem razpisu, ga še nismo objavili, ampak upam, da ga bomo zdaj v mesecu dni. Se pravi, tako kot sem prej rekel, traja, da se kaj naredi. Torej, ali je vaš primek brand kakšnega buldožerja? Joljo buldožer. Ni in tudi ne želim, da tako izgleda. Je pa dejstvo, da seveda na nivoju aktivnosti želimo na vsakem elementu odhodkov, ki jih zavod plačuje, narediti aktivnosti, za katere mislimo, da je prav, da jih naredimo. Ali ste stopili komu na prste? Ali ste trčili ob interese tako imenovanih dobaviteljskih lobijev? Ljudi, ki bogatijo na račun bolnikov. In to nimam v mislih zdravnike. Seveda se tu nekoliko šalim. Vendar ti lobiji dejansko imajo lepe hiše, imajo lepo življenje. Ali oni upravičeno uživajo sadove svojega dela? Zdaj jaz mislim, da jaz moram reči, da še nobenega nisem imel v svoji pisarni, ki bi se prišel pritoževati nad aktivnosti, ki jih izvajamo. To je prvo, tako da... Mogoče pa jih še niste dovolj izvedli. Se pravi, zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjem obdobju, ko seveda te ukrepe, ki jih izvajamo zdaj, bodo začeli prijemati tudi na ostalih področjih delovanja. To je mogoče prvo. Drugo, zdaj tako je, trg, tukaj pa deluje trg,
in bi mogel še malo bolj delovati. Prej se moramo še malo vrniti na temo tudi javnih naročil na področju zdravstva. Mi vemo, da seveda zakon je relativno zahteven za izvajanje. In seveda dejstvo je, da če mi po eni strani zelo dobro kontroliramo cene zdravil, če zdaj vzameva malo področje, ki ga recimo, da predvsej dobro poznam, in bolnišnice ne morajo izvajati naročil za zdravila nad ceno, ki jo zavod spogaja, je pa na drugi strani pač okolje, v katerem delujejo dobavitelji ostalih materialov, predvsej manj regulirano, in jaz si želim, da bomo tudi omenili ste novo vlado, z novo vlado takoj lahko našli nek skupen imenovalec pri tem, kako nadzorovati tudi, bom rekel, podoben mehanizem, kot imamo danes to pri zdravilih, tudi cene ostalih, saj ključnih materialov. Kaj pa pričakujete od nove vlade? Kaj gospod Robert Goljo pričakuje od nove vlade? Ali pričakujete plodni pogovor? Ali morda pričakujete celo to, da ne boste našli skupnega jezika, ker želi nastaviti mogoče kdo koga drugega na vaše mesto? Jaz s tem se pa res ne ukvarjam prav veliko. Ste menedžer. Ja, se zato. Tako da z tega vidika sem navajen pač v bistvu vsakokratnih menjav in iztekov mandatov, tako da s tem nimam sam osebno nobene težave. Bi si pa želel, in tle smo mi relativno zelo dobro pripravljeni in smo v zadnjem obdobju pripravili tudi kar nekaj zakonskih predlogov, zelo konkretnih pogovorov z novim ministrom za zdravje. Katerim novim ministrom za zdravje? Katerim koli. Z bodočim. Za bodočim. Ministrom za zdravje, predvsem na tem, kdorkoli to že bo, predvsem na tem, kako bomo končno in po tolikih letih naredili vsaj ključne spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta zakon je bil, oziroma novela tega zakona je bila seveda v proceduri tudi še v času te vlade, prejšnje, in žal ni ugledala luč sveta. V tem zakonu smo mi že naslovili kar precej teh, bom rekel, omejitev, ki jih zavod danes ima pri pogajanjih, pri definiranju programov in podobno. In če bi zdaj jaz imel 3 želje za zlato ribico, bi si seveda želel, da se najprej o tem zakonu pogovarjamo in o ključnih spremembah, ki jih v bistvu tukaj moramo narediti, zato da bomo ta zdravstveni sistem bolj učinkovito upravljali. Zdaj prejdeva nazaj na trg, nekaj časa še imava. Torej, nova vlada, oziroma verjetna nova vlada, napoveduje v zdravstvu več trga. Govori se celo o marsičem, o svobodnih zdravnikih, še o čem, o tem, da bodo koncesionarji lahko vsi, da bo to liberalizirano. To po eni strani, kaj po vašem mnenju to prinaša dobrodošlega in kje so pasti? Zdaj moramo vedeti, da še že v zadnji strategiji o razvoju zdravstvenega sistema napovedali, da bi do leta 2031 ali 2032, ko potečejo večino koncesij, oziroma so vse koncesije, da koncesij ne bi več bilo. Tako da v bistvu to ni zdaj neka nova zadeva, ki bi jo ta vlada recimo morala upeljati, to že v strategiji bodoča piše. Vlada. Tako, to že v strategiji, ki jo Republika Slovenija sprejela, piše, in načeloma je to tudi nekaj, na kar se mi kot zavod pripravljamo. Tudi mi moramo zgraditi svoje, bom rekel, sposobnosti oziroma znanje na to temo, kjer bi seveda lahko potem bolj odprto, kar sva že prej govorila, tudi zavod izvajal nakupe storitev in s tem dejansko izkazal dodatne atribute zdravstvene zavarovalnice. Tako da z tega vidika jaz seveda pričakujem en dober pogovor, kje lahko koristi so. Bi pa v bistvu tukaj vsem želel opozoriti na eno zadevo, ki pa se je pokazala tudi v določenih ukrepih na začetku mandata te vlade, ko se je pač nekako odprl trg in se je plačalo vse storitve po realizaciji, ni bilo nobenih omejitev. Golobove vlade, v času ministra Bešiča Loredana, tako. Bi pa upozoril na eno zadevo, ko vi to dejansko lahko odprete trgu, ampak ko nimate nadzora nad tem, ali so te storitve upravičene, ali so te storitve narejene skladno s kliničnimi smernicami,
odprete v bistvu pa dodatne probleme in dodatno neracionalno porabo denarja. Torej, če vas prav razumem, trg načeloma da, stihija pa nikakor. Natanko tako. In mi moramo vedeti, da v bistvu javni zdravstveni sistem zagotavlja 24-urno dostopnost, zagotavlja v bistvu urgentne centre in vse ostalo. Absolutno se to komplementira z storitvami, ki jih izvajajo pač, ne vem, koncesionarji ali pa kdo drugi, zasebniki, če koncesij ne bo, ne, ampak moramo imeti pa popolnoma jasna pravila igre. Če mi sam dovolite, mi danes v sistemu praktično nimamo smernic, mi se zdaj trudimo tudi s Slovenskim zdravniškim društvom, zdravniško zbornico in ministrstvom delati na tem, da se v sistem napotovanja recimo uvedejo priporočila za napotovanje, da bomo vedeli, ali dejansko so določene storitve potrebne ali ne. Če zbanaliziram, zasebniki, tudi koncesionarji, manjše ambulante, manjši zdravstveni centri lahko brez težav zamenjajo coke. Ne morejo se pa ukvarjati s kompleksnim, recimo še bolj kompleksnim krvnim rakom. Nač pamet govorim. Kje je tu potem ta harmonija med tako imenovanim državnim zdravstvom in zasebnim zdravstvom? Ja, vam bom odgovoril ravno na področju coke. Mi smo na področju menjav, koliko, mislim, da smo ravno to statistiko nazadnje gledali, precej nad povprečjem OECD-ja na število menjav coke na 100.000 prebivalcev, kar že kaže na to, da se moramo postaviti vprašanje, ali tudi pri teh posegih dejansko že deluje ta številka 20 do 30% nepotrebnih posegov, se pravi menjav coke v vašem vprašanju, ki potencialno niso bile potrebne. Torej, ni to, da imamo Slovenci slabše coke? Absolutno ne. Je pa dejstvo, da, in to je zdaj tudi eden izmed projektov našega strateškega programa, moramo povezati izvedbo storitve z kakovostjo pri tej izvedbi in ugotoviti, ali je bila neka storitev dejansko izboljšala zdravje, ali zdaj vi lažje hodite, ker so vam zamenjali coke, ali pa razlika praktično ni nikakršna. Pa zakaj bi si jaz želel zamenjati coke, če pa še služi? O tem vam govorim. In zdaj izvajalci danes, pa ne pravim, da je karkoli narobe generalno, ampak danes imamo mi pač sistem nastavljen tako, da financiramo izvedbo storitve. Ne financiramo pa izvedbo storitve, ki ima pozitiven učinek na zavarovance. Se pravi, mi na koncu ne pogledamo, zdaj v zadnjem času se predvsej prizadevamo na to temo, zaenkrat pa še statistično ne povezujemo izboljšave zdravstvenega stanja zavarovanca z izvedeno storitvijo. Pred nedavnim sem ravno v tem podcastu gostil zdravnika dr. Bitenca. On zdaj velja za neko eminenco slovenskega zdravstva, še posebej naj bi se to zgodilo pod verjetno novo vlado. Kako se vi razumete z njim? Saj se poznate domnev. Večinoma se v tem sistemu vsi poznamo med sabo, tako da je tudi pogajalec na strani zdravniške zbornice pri sklepanju splošnega dogovora, tako da z tega stališča seveda imamo en delovni odnos. Tako da jaz v bistvu res spoštujem mnenje ljudi, ki sodelujejo v zdravstvenem sistemu, tako da z tega vidika absolutno radi slišimo vsa mnenja. Ali sta prijatelja? Kako se razumete? Mi nisva prijatelja, imamo pa delovni odnos. Ali v tem delovnem odnosu se izmenja tudi kakšno šalo, ali se tikate, ali vikate? Ne, v bistvu ne. Če me zdaj že vlečete za jezik, gospod Bitenc je bil tako kot ostali direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic povabljen tudi na naš razvojni forum, ki smo ga imeli v sredo, preteklo sredo. In kot tako seveda si želimo izmenjati vsa mnenja. Poglejte, vi ste človek trga. Trg je v Sloveniji, še posebej pa zdaj v dejavnosti, s katero se zdaj ukvarjate, ne bom rekel ravno psovka, vendar ne tako
daleč od te besede. Kje vi vidite trg v zdravstvu? Ali je to sploh mogoče? Ali je to nekaj, kar iz ideoloških razlogov v Sloveniji nasplošno zavračamo? Ne, jaz mislim, da bom malo drugače poskušal odgovoriti. Jaz ne vem, da bi bil trg psovka. Se bom pa vrnil nazaj na v bistvu mogoče osnovo vseh stvari. Pa ne samo v Sloveniji, v Evropski uniji večinoma veljajo oziroma so večinoma uvedeni socialni sistemi zdravstvenega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja. Kar ni nujno netržno. Tako je, beri solidarnostni sistemi. In zdaj se moram midva vprašati, ali je modro z stališča upravljalcev teh sistemov, da seveda v tem sistemu izbranih prispevkov vseh nas, vas pa mene, plačujemo dobaviteljem in izvajalcem nadpovprečne marže. Ampak trg ni stihija. Trg je vendar regulirana zadeva, ki zahteva nadzor. Tako da z tega vidika to je ključno vprašanje, ki ga mora politika razrešiti. Ker seveda tudi meni osebno, kot zavarovancu, se zdi prav, da seveda se na trgu omogoča nek konkurenčno okolje in takrat, ko je konkurenčno okolje možno zagotoviti, potem trg lahko deluje, ko pa konkurenčnega okolja ni možno zagotoviti, je pa seveda najverjetneje potrebna tudi določena stopnja regulacije. Govorite o nepotrebnih storitvah. Kaj imate pravzaprav v mislih, ko govorite o nepotrebnih storitvah? Poglejte, še v času socializma je bila uvedena tako imenovana participacija. Participacija, njen smisel je bil ta, da nisi šel k zdravniku kar tako, če si vedel, da ga nisi potreboval. Nekaj si moral plačati že pri prvem obisku. Morda je šlo za simbolično dejanje, ampak nekaj denarja pa vseeno bilo. In to je bilo v času začetka demokracije in tudi prej, v času socializma. Kako bi vi gledali na uvedbo neke participacije v smislu odpravljanja nepotrebnih storitev, oziroma kaj te sploh so? Ja, zdaj najprej pojasneva. Po mednarodnih študijah, mi jih v Sloveniji, saj jaz ne poznam, da bi jih delali, je nekako splošno znano, da je med 20 pa do 30% storitev, ki se v zdravstvu izvajajo, potencialno nepotrebnih. Beri, določen poseg se je zgodil, pa bi se morda bilo bolj modro odločiti za konzervativno zdravljenje. Tipičen primer nepotrebnih storitev imamo pa pri diagnostičnih postopkih, ko se seveda danes tudi zdravnik je pod pritiskom nekoga, ki pride s ChatGPT-jem pa pravi, mene boli to pa to, jaz bi rabo MR, CT, pa še malkej, pa kar s kontrastom mi dajte, in tako naprej. Če že ravno je to lahko za zavarovanca nepotrebno, včasih tudi škodljivo, ker neka diagnostika z barvili in podobno ni zdravju najbolj prijazna. In hkrati seveda v bistvu se v sistemu generira dodatni stroški, B, na vrsto ne pride tisti, ki pa storitev res rabi. To je nekako definicija tega, da si seveda želimo pri izvajanju storitev dejansko imeti bolj natančna pravila igre, v katerih indikacijah, za katere posege so določene storitve dejansko indicirane in potrebne. To je stvar stroke. Mi smo tudi zelo veseli, da sodelujemo tako s Slovenskim zdravniškim društvom kot zdravniško zbornico pri naporih, in tudi z Ministrstvom za zdravje seveda, pri naporih, da poskušamo za čim več teh napotitev definirati, kakšna so pa tista pravila oziroma tisti okviri, po katerih se te stvari lahko izvajajo. To ima en vpliv na seveda vzdržnost samega sistema. Torej, o participaciji, ki je bil instrument, da ni šel ravno vsak zdravniku, ki si je to
zaželel, mogoče je bila nesocialna, ampak po drugi strani pa ni šlo za veliko denarja, je bil samo simbolični prispevek. Ja, tle gre v bistvu za to, za efekt tega, a boste vi voziček v trgovini nesel nazaj oziroma pelil nazaj, če ste dal €1 noter ali ga boste pa pustil na dvorišču, nekaj podobnega tudi najverjetneje sprašujete v tem primeru. Kot rečeno, mi smo na zavodu na strokovnem delu, v strokovnih službah pripravili tudi nabor ukrepov, ki bi jih potencialno lahko predlagali na področju tako imenovanega odgovornosti zavarovanca, ki jih bo upravni odbor tudi v nadaljevanju obravnaval, ni jih še. Tako da z tega vidika seveda tukaj lahko govoriva o eni strani klasični participaciji, tok na recept, tok na v bistvu obisk zdravniku. Evrček. Tako. Pa seveda z ustreznim socialnim korektivom. Po drugi strani pa tudi mogoče o drugih ukrepih, ki se meni zdijo osebno zelo bolj primerni. Če ste vi povabljeni na nek presejalni program, pa se ne odzovete, bi to lahko uvedli v nek sistem bonus-malus, kjer bi v bistvu tudi zavarovanci ugotovili, da odgovorno ravnanje s svojim zdravjem ima neke prednosti. Ampak odgovornost v principu v predpisih že obstaja tudi na strani pacientov. Zlorabe so prepovedane, vendar tega nihče ne izvaja. Oziroma zelo redko. Ja, imate prav. Na parih točkah v bistvu bi se to že lahko delalo. Navedem tak primer, kjer ga osebno poznam, oziroma vem, da to obstaja. Obisk urgence, če ni upravičen, bi lahko že danes klinični center oziroma urgentna služba izstavila račun, pa se tega ne dela, seveda, ker to lahko vodi kar precej velike konflikte na samem mestu, na samem delovišču. Pa smo tudi mi ponudili, da morda to lahko naredi Zavod za zdravstveno zavarovanje, v okviru nekega širšega koncepta odgovornosti zavarovanca, tako da jaz upam, da se bomo o tem tudi lahko v nadaljevanju kaj dogovorili. Dajva spregovoriti še, približujeva se koncu, dajva spregovoriti par besed o umetni inteligenci. Zdi se mi, da v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi širše v Evropi obstaja neko ozračje dušebrižništva. Ali sem jaz naredil napako, če me kaj boli, da sem pogledal, kaj o tem meni umetna inteligenca? Namreč vsi pišejo o tem, treba je zaupati strokovnjakom, nikakor ne klepetalnim robotom, nikakor ne chatbotom, ne zaupajte. Seveda ne gre. Zakaj morajo vsi skrbeti zame? Jaz sem vendarle človek. Lahko tudi kaj naredim pametnega tu pa tam. No, jaz mislim, da tudi, če pridete v zdravniško ordinacijo, ni nič narobe, če gospod zdravnik pogleda na strokovni portal oziroma uporab strokovno podprt oziroma nahranjen klepetalnik oziroma chatbot in pogleda, kakšne bi bile vse možne indikacije oziroma diagnoze pri določenih stanjih. S tem ni nič narobe. Ampak lahko tudi sam naredim. Ja, samo včasih morate paziti, ali vprašate ChatGPT ali kaj drugega. Tako da z tega vidika ampak vse sem hodil v neke šole, neki vendarle že sam vem. In je super, da to naredite. Tudi obstajajo, hočem vas do tja pripeljati, obstajajo tudi strokovni portali in nekatere države jih uporabljajo, kjer zavarovanca napotijo najprej na ta strokoven portal, ki je podprt z umetno inteligenco, in ta portal že tudi svetuje, stanje je nujno, takoj zdravniku, stanje morda ni nujno, dajte še to narediti in tako naprej. Tako da nič narobe s tem. Gospod Joljo, denarja bo manj, gotovo je to. Tudi zdajšnja vlada to pravi, kaj šele prihodnja. Treba se bo še bolj znajti, tako na strani pacienta, in treba bo več plačevati tudi iz zasebnega žepa. Ne bo šlo drugače, po mojem mnenju. Kaj pa mislite vi? Ali bom več plačeval Generaliju, Triglavu, Savi, kot že zdaj morda plačujem? V katero smer gre, po vašem mnenju? Generalno je dejstvo, da že zaradi staranja prebivalstva
in novih tehnologij. Danes smo imeli nekaj na področju zdravil, moramo se zavedati, da tudi na področju ostalega zdravljenja uvajamo nove tehnologije, robotiko in podobno. Bodo stroški v zdravstvu neizogibno v prihodnjih letih naraščali. To je dejstvo. Dejstvo je pa tudi to, da seveda se da najprej na izrabi obstoječih sredstev in resursov, ki jih imamo, še kaj narediti. In če bo volja, jaz si želim, da bi tukaj skupaj lahko v naslednjih letih kaj naredili, tako v Sloveniji, kot tudi na področju Evropske unije, ker v bistvu določenih stvari ne moramo reševati samo v Sloveniji. Govorim recimo o redkih boleznih in ostalih zadevah, kjer so pač v bistvu dejansko tisti del stroškov, ki največ narašča. Zdaj, ali bo pa seveda potrebno doplačevati iz lastnega žepa pri zasebnih zavarovalnicah ali pa pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje ali kakorkoli že, je pa v bistvu bolj stvar nekaj političnih odločitev v naslednjem obdobju. Kaj pa vi mislite, kaj bo šlo? Vi veliko veste o tem. Kaj vi mislite? Imate mnenja, prosim, delite ga z nami. Ne, jaz v bistvu mislim, da bo najverjetneje ta trend, v katerem smo danes priča, neizogibno pripeljal do tega, da se bo treba vprašati, ali so vse storitve, ki jih danes imamo v zdravstveni košarici oziroma ki jih danes plačujemo na točen tak način potrebne. To bom zdaj mogoče malo bogokletno rekel, ampak generalno je to že, bom rekel, iz stališča dobrega gospodarja treba vsake toliko časa pogledati in to je v bistvu tisto, kar sem rekel prej, Zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju. Ali pričakujete, da se bo ta košarica zmanjšala? Ne vem, jaz mislim, da prav veliko ne, ker v bistvu generalno je nastavljena tako, da nekako nudi nek univerzalno storitev zavarovancu in jaz mislim, da ne želimo biti Amerika oziroma ne želimo iti po tej poti, tako da jaz nekih večjih sprememb ne pričakujem. Gre pa, tako kot smo mi naredili recimo na absentizmu, gre pa za določanje stvari, sledenje tehnologijam in pač v bistvu posledično tudi morda včasih čiščenje določenih stvari, ki danes v sistemu obstajajo. To je ena zadeva. Druga zadeva, jaz trdno verjamem v to, da bomo morali v naslednjem obdobju veliko več delati na preventivnih aktivnostih, zato ker vi pa jaz morava danes skrbeti za to, da ne bova čez 10-15 let, bom spet dal v narekovajih, kurla preveč denarja v zdravstvenem sistemu. In pa tretje, seveda, najverjetneje bo en del pa tudi v bodoče potrebno plačevati iz privatnega žepa. Gospod Ljoljo, jaz vam želim vse dobro in da ne boste zelo veliko plačevali, ker želiva si oba, da bova oba večno zdrava. Tako naj tudi bo. Hvala, Peter. Hvala.